Lepo pozdravljene. Ja. Na prvem dogodku Slovenskega sociološkega društva v tem letu in tudi v tem novem desetletju. Veselje mi je, da smo za ta prvi dogodek uspeli izboriti mesto naši knjigi, lahko rečem naši knjigi, ki je čisto sveža, pravzaprav izvestna, iz tiskarne je prišla decembra. Ja, konec decembra. Tako, in danes bomo torej govorili o knjigi Zaščita otrok pred nasiljem in zanemarjanjem v Sloveniji. Uredile so jo Vesna Leskošek, Tadeja Hodele in Nina Mešelj, dve od urednic danes z nami. Knjiga je zanimiva, ker prav zares prinaša temo, ki je ravno tako zelo aktualna. Nasilje nad otroki je torej tema, ki vznemirja ne samo javnosti, ampak tudi različne stroke, raziskovalke, raziskovalce, medije in nazadnje tudi politike. Vemo, da strokovnjakinje in strokovnjaki, ki odkrivajo nasilje nad otroki oziroma zanemarjanje otrok v različnih kontekstih, morajo biti ustrezno usposobljeni za sodelovanje z otroki in družinami z izkušnjo nasilja. Vemo pa tudi, da je v praksi še zmeraj kar nekaj pomanjkanja znanja, spretnosti, postopkov pri izvajanju te zaščite otrok. Zato se mi zdi, da je odlično, da je ta monografija nastala. In ta monografija ima neko zgodbo, Vesna, tako kot knjige ponavadi imajo. In jaz bi te prosila, da ti to zgodbo o tej knjigi deliš z nami. Hkrati pa je to priložnost, da predstaviš strukturo in logiko knjige. Ja, najlepša hvala. Za začetek samo to, da mi je žal, da danes ni založnika tudi in nepar izvodov knjig, namreč nek nesporazum smo imeli, danes pa tudi založnika ni bilo v službi in jaz nisem mogla priti do knjig, da bi jih sem prinesla, tako da mogoče lahko sam za okolj, tale izvod knjige pa prosim potem za nazaj, drugače pa knjigo izdala Fakulteta za socialno delo in je tam lahko tudi naročite. Bi te lahko prosila tam za tale izvod. Hvala. Je pa knjiga nastajala v nekem ozračju javnih razprav o zaščiti otrok, ki so bile precej neprijetne po eni strani. Namreč v zadnjih nekaj letih je bilo nekaj javnih afer, ki so se vrtele ene okoli koroških dečkov, tako imenovane koroške dečki, se pravi tega primera v Velenju, kjer so po eni strani Centru za socialno delo očitali, da ni ta prav čas ukrepalo, po drugi strani se je pa neka civilna iniciativa takrat oblikovala za vrnitev otrok k babici in detku in potem cel diskurs okoli babic, detkov, družine, pomembnosti družine in tako naprej, ki je v bistvu ta celotna zadeva zelo razburkala javnost in je imela tudi zelo kar dosti hude implikacije. Namreč zaradi tega odziva javnosti se je potem zgodil en tak backlash, recimo na nekaterih centrih za socialno delo so potem sploh prepovedovali kakršnekoli ukrepe za zaščito otroka, češ bo javnost reagirala. Slišala sem tudi za nekaj primerov na sodiščih, kjer se sodnice oziroma sodniki niso želeli odločiti za take zelo striktne posege v družinsko življenje z odvzemom otroka, češ da bo javnost reagirala in tako naprej. Tako da se je takrat v tistem času so se dogajale tako kar take burne stvari, tudi dokaj nevarne. Potem smo imeli še en primer, recimo te mame, ki je ubila svojega dojenčka in je zdaj v zaporu. Takrat so očitali Centru za socialno delo, da sploh ni reagiralo, pa bi moralo že prej in tako naprej. Skratka, te javne debate so se vrtele okoli tega, okoli podpore posegom države in nasprotovanja posegom države. Skratka, če odzameš ni v redu, če ne odzameš ni v redu in tako naprej. Ta neka morala, ta javna morala, ki se ob tem tako razburkanju, zburkanju in tako naprej, ima tudi daljnosežne
daljnosežne vplive na konkretno prakso zaščite otrok. Ne. To je bilo eno tako ozadje tega, da smo se angažirali. Drugo ozadje je pa bilo, da je v tistem času bila v Sloveniji leta 2015 ob tem prehodu beguncev in begunk preko naše meje na zahod, se je v Sloveniji pojavila UNICEF-ova misija za begunce in migrante. To ni UNICEF nacionalni, ampak je ena taka posebna organizacija, ki je bila pri nas približno leto pa pol mogoče. Oni so takrat sicer iz enega zornega kota zaščite otrok brez spremstva pogledali tudi, kak je nasploh v Sloveniji, kako je urejeno področje zaščite otrok. So napisali na tako zelo kritično poročilo in hkrati spodbudili projekt izobraževanja, da bi naredili nek projekt enega novega izobraževanja, ki bi bilo meddisciplinarno izobraževanje, ki sem ga jaz dobila. Povabila sem kolegice iz zelo različnih področij, z področji pedagogike, prava, varnostnih ved, zdravstva in socialnega dela, zato ker so to pač stroke, ki so po zakonu o preprečevanju nasilja v družini, pa tudi en delček kazenskega zakona, mislim, da je okoli tega obvezane ukrepati, obvezane poročati o nasilju, zanemarjanju in tako naprej. In smo naredili en tak program strokovnega izpopolnjevanja, ki ga bomo razpisali letos marca, začel se bo izvajati v septembru, ki bo namenjen ljudem iz prakse, ki na tem že delajo in bo multidisciplinaren. Se pravi, bistvo tega programa je, da strokovnjakinje z različnih področij, strokovnjaki z različnih področij delamo skupaj in izvajamo celoten ta program. No, in potem se je kot nek produkt vsega tega dela pojavila tudi ideja, najprej v posebni številki revije Socialno delo, potem smo pa kmalu opazili, da smo z teksti in z našo produkcijo bistveno presegli omejitve revije in smo se potem odločili narediti znanstveno monografijo, ki je zdaj tukaj pred nami. Značilnost te monografije je, da je večina poglavij v knjigi so pisale predstavnice različnih znanstvenih disciplin. Se pravi, da je vsako poglavje skoraj, razen mislim, da tvojega, Katja, ker je tako pravno naravnano, skoraj vsako poglavje je zares pisano z različnih perspektiv. To je ena značilnost, druga značilnost tega pa je, da je knjiga strukturirana tako, da ima v uvodu neke temeljne konceptualne nastavke, nismo se preveč spuščali v temelje nasilja, zato ker o tem že kar dost vemo, osredotočili smo se bolj ali manj na nasilje nad otroki in zanemarjanje. Potem v drugem delu knjige smo hoteli pa ponuditi znanja, ne orodja, ampak znanja o celotnem postopku zaščite, torej od odkrivanja, od trenutka, ko zaslutiš, da je nek otrok deležen nasilja oziroma je zanemarjen, pa do takrat, ko je treba začeti ukrepati in do konca ukrepov. Tako da to je ena taka struktura knjige, tako da v uvodu imamo članke o tem, kaj sploh so pravice, kaj je korist otroka, kakšni so pravni okviri, potem tudi nekaj o raznolikih kontekstih, v katerih se to nasilje in zanemarjanje dogaja. Potem se pa začne ta bolj fokusiran del, ki gre po postopku zaščite, ki govori najprej o razkritju, potem govori o postopkih, potem govori o mestu otroka v teh postopkih, torej o zdravno informirani praksi, oziroma potem boš ti potem več govorila in se zaključi z nujo medinstitucionalnega sodelovanja. Namreč v vseh teh postopkih smo začeli razumeti, da brez sodelovanja vseh, ki so vpleteni v sistem, ni učinkovite zaščite otroka. Učinkovita zaščita otroka je pa takrat, kadar ima otrok možnost okrevanja po vsem tem, kar se mu dogaja. Kadar je na varnem,
se mu zagotovi varnost in ima možnost okrevanja od vseh stvari, ki so se mu dogajale, tako mi tako to definiramo. Mogoče sam še par besed o tem, da se srečujemo, pri tem, ko govorimo o zaščiti otrok, se srečujemo z hudo obremenjenimi, ideološko obremenjenimi koncepti. Eno tak je že sama zaščita otrok, ki je zelo spolzek, na en način zelo spolzek teren. Kdaj se država odloči zaščititi otroka, kaj je za državo, ki ukrepa, kaj pomeni zanemarjanje, kaj pomeni nasilje, kako je država sposobna vse to brati, čitati in tako naprej. Kaj je sploh družina za državo, kako družina sploh pojmuje in tako naprej. Tako da tukaj je polno nekih stvari, nekih prepričanj, da so določene družine recimo bolj predisponirane za zlorabe in nasilje, recimo to je nekako splošno prepričanje in tako naprej. Skratka, to je ena stvar. Pol je recimo eden od takih hudo ideološko obremenjenih konceptov je otrokova korist. Tle se srečamo z zelo takimi različnimi interpretacijami, kaj ta korist je, kako neko korist definirati, kaj je v otrokovo korist, kdo to dela, da to brez otroka dela in tako naprej. Celo neko področje razprave bi lahko bilo zgolj in samo o definiranju koristi otroka. To je tudi en od pravnih standardov, o katerem sicer več piše tudi Katja, ki je zelo odprt, pri nas je zelo odprt ta, vedno se v nekem kontekstu, kar je po eni strani tudi prav, v nekem kontekstu recimo dela in tako. Potem je tudi to, kaj je otrok, kdo otrok sploh je, kaj so raznoliki otroki, kateri otroci so tisti, ki so deležni neke zaščite ali pa v katere družine se posega in tako naprej. Skratka, to je neko polje, ki je in za sociologijo, socialno delo, pedagogiko, za vse te stroke, ki so vključene, zelo pomembno. Mogoče sam še, če zaključim še to, nam se je zdela tudi strašno zanimiva izkušnja tega meddisciplinarnega sodelovanja. Namreč to, da sedimo predstavnice različnih strok med sabo, tudi ponavadi strok, ki so lahko v veliki hierarhiji v vsakdanjih praksah, recimo srečujemo se s tem, da medicina dominira, da rada dominira, da so medicinski koncepti lahko zelo pomembni. Potem imate pa recimo socialno delovne, ki je tam nekje, neke koncepte socialno delovne, ki so spregledani, težko konkurirajo in tako naprej. Pa vse to vmes, saj imamo tudi vmes celo paleto nekih hierarhij in tako naprej. Tako da je bila ta naša izkušnja, moram reči, odlična. Zares dobra. Mislim, da smo uspeli to, kar nam je uspelo in to po moje se vidi tudi v tekstih. Kar nam je uspelo je to, da smo dosegle to, da smo spoznali, da obstajajo med nami neke razlike v razumevanju nekih pojavov, procesov in tako naprej, ampak smo začeli to razumeti kot neke različne perspektive, ne pa kot nasprotovanja, te različne perspektive, ki lahko prinesejo nekaj pozitivnega v to, kako stvar vidiš. To se mi zdi ena stvar, ki je bil en tak preboj pri nas. Druga stvar je pa to, da smo dosegli en tak zelo dober nivo medsebojnega spoštovanja. V tem smislu, da pač spoštujemo znanje drugega, spoštujemo vednost drugega, ampak smo pripravljeni tudi pa vedno odstopiti od tega, da bi moja vednost dominirala, da jo skušam na nek način nasiliti nekomu drugemu in tako naprej. Tako da to je pa res ena od takih zelo dobrih izkušenj. Jaz mislim, da knjige sploh ne bi bilo brez tega, da knjiga ne bi mogla na ta način, da smo različna, da smo isto poglavje pisale osebe različnih profesij, da je bilo možno samo v tem medsebojnem spoštovanju. Tako da tukaj bi jaz zaključila, pa prepustila zdaj še sogovornicam, pa mogoče naprej potem v razpravi. Tako je. Jaz moram najprej pozdraviti zdrs, ki se mi je zgodil, ko sem se ustavila pri urednicah, nisem pa predstavila tretje gospe, ki je danes z nami. Verjamem, da jo večina pozna, pa vendarle. To je izredna profesorica, doktorica Katja Filipčič, strokovnjakinja za področje kazenskega prava in kriminologije.
In seveda, tako kot je povedala Vesna, je prispevala zelo zanimiv članek, sicer solo. Ampak to nič ne pomeni o nesodelovanju. Jaz lahko potrdim, da so bile konstruktivne debate in da seveda smo razpravljali. Katja, v svojem besedilu prav zares predstavljaš, kako smo v Sloveniji prenesli spoznanja o otrokovih potrebah in pravicah v naš pravni red. Najprej vprašanje, ali ocenjuješ, smo bili uspešni? Smo bile uspešne? To je vprašanje. Ja, ampak ga moram postaviti. Veš, kaj pravni sistem ni nikdar dovolj dober, da se ne bi zaslužil nekih sprememb. Tudi, ker se pri kakšnem posamičnem primeru pokaže, da nismo domisleni vseh situacij, pa je treba spremeniti. No, ampak če nas vendarle, kljub temu na eno tako, odgovorim na eno splošno oceno, jaz mislim, da smo na pravnem področju, kar se tiče teh pravnih pravil, naredili zelo veliko. Zelo veliko in to v pravo smer. Seveda se lahko še kaj izboljša. Zdaj, če to mogoče bolj nekako konkretiziram. Kar se tiče varstva otrok pred nasiljem in zanemarjanjem, bi lahko vlogo prava razdelili v 3 sklope vsebinske. Namreč pravo je tisto, ki mora določiti okvir. Okvir dolžnosti nekoga, v tem konkretnih primerih govorimo o dolžnosti države, dolžnosti strokovnjakov in na drugi strani imamo potem pravice otroka in tistih, ki ščitijo otroka. In pravo mora določiti torej ta okvir, da lahko strokovnjaki ta pravni okvir napolnijo z vsebinskimi odločitvami. Tako da pravo ne more vsebinskih odločitev ponujati pri konkretnih primerih, mora pa zagotavljati, kot sem rekla, pogoje. No in ti 3 vsebinski sklopi, jaz bi jih tako nekako razdelila. Najprej mora država, državni organi, da lahko pomagajo zvedeti, da se otroku dogaja nekaj, za česar potrebuje pomoč države. Se pravi, gre za postavitev pravil, kdo, kdaj, kako je dolžan prijavljati. Tukaj je bil velik premik narejen že z zakonom o preprečevanju nasilja v družini leta 2008, kjer smo prvič jasno zapisali, da ni konflikta med varovanjem poklicne skrivnosti in med prijavljanjem tega, kar strokovnjaki pri svojem delu izvedo. To je bilo dolgo časa, kar dosti sprav o tem, ko češ, saj jaz sem zdravnik, kar jaz v ambulanti izvem, ne morem iz tega zdaj policiji prijaviti, ali ne vem, socialna delavka ali kaj podobnega. No, ampak vendarle je počasi prišlo do spoznanja, zaščita otroka tukaj bolj bistvena, mora biti v ospredju. No in to se je tam tudi zapisalo, ta zakon. In seveda tudi druge v ostali zakonodaji, ki je dosti razvejana, se je določilo, poostrilo dolžnost prijavljanja. Se pravi, država mora zvedeti, da lahko potem pomaga. Lahko pozneje še kaj več o tem, ampak mogoče nasplošno. Potem drugi sklop je, da pravna pravila določijo in so tudi določila dolžnost posamičnih institucij na posamičnih področjih, da morajo delovati v korist otroka oziroma morajo obravnavati zadeve, morajo sprožiti neke postopke, določeni so protokoli njihovega ravnanja. Tukaj je seveda še prostor za izboljšanje, ampak imamo vendarle postavljeno zdaj, da morajo. Morajo in kako. Znotraj tega tudi je zapisano, kar je izredno pomembno, seveda vprašanje potem, kako v praksi živi, da morajo tudi sodelovati med sabo. In tudi so določeni neki mehanizmi, kako morajo sodelovati. Seveda je potem tudi potrebno za vsebinskimi odločitvami napolniti. No in pa tretji sklop, ki ga pravo ureja, so pa ukrepi. Se pravi, imamo prijavljanje, imamo obravnavo, kaj ne pa iz tega zdaj izide, kakšen ukrep, ki bo otroku v korist. Tako da so določeni v zakonodaji tudi ukrepi. Ukrepi, ki naj bi pomagali otroku, ki naj bi ga varovali, ki se nanašajo neposredno na njega, recimo v družinskem zakoniku imamo paleto takšnih ukrepov za varstvo otroka. Po drugi strani imamo pa v kazenski zakonodaji pa sankcije za tiste, ki zlorabljajo otroke, ker tudi za kaznovanje njih se ščiti otroka, ne samo tega otroka, ki je bil zlorabljen, ampak tudi kot preventiva za vse ostale, pa tudi simbolna vloga seveda. Tako da ti 3 sklopi, pa namreč bi še kakšen podsklop lahko omenila, so pri nas v zadnjih
če rečem, 20 letih, posebej še 10 letih, doživljali pomembne spremembe in vse so šle v smer, da bo pomoč učinkovita, se pravi, da bo sistem deloval. Če kaj bolj podrobnega pa se Meni je všeč, da si izkoristila priložnost, da nas vendarle pohvališ na mestih, kjer smo naredili nek korak naprej in pač, postavili temelje. V nadaljevanju to gledala še do česa. Ok, Nina, da te ne pustim tam na koncu. Vedete s kolegico, ki prihaja ravno iz medicinske stroke in je bilo res zelo zanimivo z njo sodelovati. To je res ena taka prijetna oseba, z veliko znanja in izkušenj svojega področja. To je Maja Drobničar-Raduljac, ki je psihiatrinja, pedopsihiatrinja. Vedve sta pisali prav zares o razumevanju travme, za katero, ko sem prebrala vajino poglavje, mi ni bilo prezentno, kako je slabo prav zares to raziskano, kako je bilo to slabo pokrito v fokusnih skupinah, ko smo pobirali te interesna področja oziroma področja, kjer bi morali okrepiti, pa se, če se prav spomnim, pojavi travma samo enkrat. Tako da mogoče za začetek, mogoče kaj o tem razumevanju travme in pomenu tega pri postopkih zaščite otrok. Ja, jaz moram reči, da tako kot ima knjiga svojo zgodbo, ima tudi to poglavje svojo zgodbo, da je nastalo. In nastalo je ravno zaradi tega, ker smo v poročilu, ki smo ga brali na podlagi fokusnih, mogoče tako za orientacijo, da boste vedeli, delali smo fokusne skupine z različnimi deležniki, ki delajo na področju zaščite, se pravi s političnimi odločevalci, z raziskovalci, ki se s to temo ukvarjajo in pa z ljudmi iz prakse, z različnih področji. In seveda tam so nagovorili zelo pomembne stvari, ki so bile tudi tam v pomoč pri pripravi potem programa. Ampak v tem programu je potem dejansko zares samo enkrat omenjena tema travme kot nekaj, kar bi mogoče, pa še tako posredno skozi nek predlog teme, ki naj bi bil vključen v to izobraževanje. Kar je mene zelo presenetilo, zaradi tega, ker postopki zaščite otrok so pa zelo povezani s temo travme. Otroci, ki so vključeni v postopke zaščite, so imeli veliko izkušenj povezanih s travmo, oziroma lahko že sam postopek zaščite je tudi povezan z nekimi travmatičnimi izkušnjami. Potem se pokaže tudi to, da dostikrat je to, da človek ni dobil ustrezne podpore ob nekem travmatičnem izkušnju, lahko pomeni tudi prenos govorimo o transgeneracijskem prenosu travme. In otroci, ki so danes, na primer, žrtve nekega nasilja, zanemarjanja, se potem izkaže, da so dostikrat povezani povzročitelji, njihovi starši, dostikrat bili sami žrtev nasilja in zlorab v otroštvu. In ta njihova travma ni bila razrešena, kar seveda ne opravičuje njihovega ravnanja, ampak je pa zato tako pomembno, da travmo ustrezno naslovimo. Nenazadnje je pa tudi travma povezana s sekundarno traumatizacijo, se pravi strokovnih delavk in delavcev z različnih področji, ki delajo na postopkih zaščite. In ja, v Sloveniji moram reči, da je to tema, ki je nekoliko spregledana v postopkih zaščite in se mi zdi, da moramo na tem področju narediti nekaj korakov naprej in to poglavje je bilo namenjeno temu. Jaz moram res tudi povedati, to danes Maja žal ni z nami, ampak to poglavje je res bilo tako, mi v veselje pisati skupaj z enim drugim pogledom. Samo prehajam iz področja socialnega dela in s pedopsihiatrijo sva skupaj pisali in je šlo res za sodelovanje, ne šlo samo za sestavljanje različnih perspektiv. Za izhodišče sva pa vzeli, ko si rekla razumevanje travme, sva pa vzeli izkušnje iz tujine, ker v tujini so se pa postopki zaščite, tako na prav celi sistemi zaščite zelo začeli ukvarjati s to temo.
A ne, so se prestrukturirali ti postopki zaščite v tako imenovane na razumevanju travme, utemeljene postopke zaščite. In nekako sva izhajali iz tega, to smo vzeli kot izhodišče in sva potem poskušali pogledati, kaj od tega je že, a ne, v Sloveniji razvite, kaj že uporabljamo v naših postopkih, kje pa so še možnosti za to, da naredimo nekaj korakov v to smer, da bomo otroke bolje podprli. V temelju gre pa za to, ne, včasih potem kdo narobe razume, ko rečemo na razumevanju travme temelječi pristopi, da smo vsi potem ne, tako zelo fokusirani v travmo, ampak ne gre za to. Ne gre za, ker to ni v travmo usmerjen pristop, ampak gre samo za to, da vsi, ne, ki smo nekako v ta sistem vključeni, imamo neka temeljna znanja, zato, da se lahko ustrezno odzovemo, da ne povzročamo retraumatizacije oziroma nekih dodatnih slabih izkušenj z otroki, ampak ti na razumevanju travme temelječi pristopi res razvijajo neke temeljne principe, ki mislim, da so deloma pri nas že nekako integrirani v te postopke zaščite, ampak mogoče ne z dovolj jasnim fokusom. Ne? Gre za to, da se ustvari res varno okolje za vse udeležene v teh postopkih, pa tudi za strokovne delavce. Ne? In v temelju pa prinese tudi novo razumevanje, oziroma paradigmatski premik v tem razumevanju tega, da to, kar se človeku oziroma otroku v življenju dogaja, ima vpliv na to, kako se potem njegovo življenje odvija. Ker dostikrat včasih nekatera otrokova vedenja še vedno žal strokovnjakinje in strokovnjaki napačno interpretiramo in potem se usmerimo na neko odstopajoče, odklonsko vedenje otroka, ne pogledamo pa celega konteksta. In ta na razumevanju travme utemeljen pristop naredi ravno ta premik od tega fokusa, kaj je s tabo narobe, k temu, kaj se je tebi v življenju zgodilo. Ne? In na ta način potem odpiramo prostor za to, da lahko z otrokom, da odpremo svoj prostor, da otrok lahko spregovori in da na podlagi tega dobi ustrezno podporo. No, to sem še reči, ko sem rekla tudi samo pa bom pa zaključila, kako je pomembno tudi, da skrbimo za to, da dobijo ustrezno podporo tudi ljudje, ki delajo v postopkih zaščite. To zelo opozarjajo v tem pristopu za tega, ker če želimo, da so otroci dobro podprti, moramo skrbeti tudi za to, da ne izgorijo strokovni delavci, da imajo možnost skrbeti zase, za svoje dobrobit, zato da lahko potem tudi otrokom pomagajo. In mi smo, če samo to v tem poglavju na začetku res poskušali pogledati, kako se sploh to razumevanje travme razvijalo, s fokusom na razvojni travmi, ker se mi zdi, da je tema postopkov zaščite zelo povezana z razvojno travmo. Ne gre za šok travme, enkratna neka dejanja in tu je pa še večja kompleksnost, kjer se res otroku strani oseb, ki ga bi morale zaščititi, dogaja neka kronična, dolgotrajna zlorabljanja in gre za čisto neko drugo dinamiko, ki se razvija. Tako mogoče za začetek. Prav, hvala za začetek. Ja, Lucija, bom odprla zdaj prostor za vprašanja publike, da ne bom pojedla in porabila vsega časa jaz. Če pa ne bo šlo, vam bom pa pomagala publika. Draga publika, imam nekaj rezervnih vprašanj še pripravljenih. Izvolite. Moje vprašanje je samo razčiščevanje pojmov. Nismo razumela, ali je sekundarna travma, v tem primeru travma strokovnjakov, ali travma otroka, ki je izpostavljen strokovnjakov? Ne. Sekundarna viktimizacija je pri otrocih, če ne dobijo ustrezne podpore v postopku zaščite, sekundarna traumatizacija pa pri strokovnjakih. Zaradi tega, ker otrok, to se govori, gre za to, da če si ti priča nekim dogodkom traumatičnim, se lahko pretek potem začnejo razvijati podobne odzivi na traumatski tvor. Ja, v tem smislu. Hvala. Še kakšno vprašanje, komentar? Mene zanima,
ker zdaj sem samo pogledala knjigo. A je evidenca o tem, iz katerih žarišč pravzaprav prihajajo ti izzivi ali pa ti dejavniki in dejanja, ki povzročajo travme? Mislim, če ste klasificirali po različnih okoljih in če imate evidenco o tem, ne? Od družinskega okolja pa znotraj diferencirano glede na tip družine, potem recimo institucionalno okolje, recimo zelo pogosto se dogaja nasilje v šolah, ki ostaja pogosto tudi nevidno in tako naprej. Potem pa še iz drugih recimo ustanov. Če je evidenca in v kakšnem časovnem obdobju, če jo imate. Zdaj bi se mogoče se to nanaša bolj na kakšna druga poglavja, ampak kar se tiče tega najmega poglavja, mi da se tu nismo fokusirali na to, da bi naredili pregled, da bi tako zelo kategorizirali različne dogodke, ampak vezali smo se pa iz teh vezali smo se na najpogosteje opredeljene obremenjujoče izkušnje v otroštvu, ki so teh 10 je nekako adverse childhood experiences definiranih strani različnih raziskav, ker gre za nasilje, fizično, psihično, spolno, zanemarjanje, potem pa ne samo to gre, tukaj pri teh AC-jev gre pa tudi za neke izkušnje v družini, ki niso neposredno vezane na otroka, ampak je lahko na primer tudi življenje v družini z staršem, ki ima težave, z zasvojenostjo in tako. Izhajali smo nekako iz te opredelitve, ampak tako, da bi imeli pa zelo klasificirano, tega pa nismo naredili. Poteka pa na to temo, zdaj, če lahko mogoče povem, raziskava, vse slovenska, kaj gre za prevalenco obremenjujočih izkušenj in tam smo pa naredili klasifikacijo in v kratkem bodo rezultati predstavljeni. Hvala. Ja. Kažem pa še jaz dodala mogoče to, da je po eni strani tudi, mislim, da ima lahko tudi pretirano klasificiranje negativne učinke. Namreč mi vemo, da se nasilje dogaja povsod, da se nasilje dogaja v družinah, ki imajo različen družben status, in v tistih, ki so bogate, in v tistih, ki so revne, v tistih, kjer so ljudje brezposelni, kjer so ljudje zelo zaposleni in tako naprej. In fokusirati se zgolj in samo, to je tudi bila ena debata pri nas, ker medicina je taka, da rada klasificira, da lahko potem tick the box narediš, pač najdeš neko kategorijo, identificiraš kategorijo in tako in pol. Oni zelo radi govorijo recimo o teh dejavnikih tveganja pa varovalnih dejavnikih in recimo med dejavniki tveganja je vedno revščina navedena in to mene vedno zbode. Zdaj, res je mogoče, da se lahko v vsakodnevnih praksah izkaže, da je več otrok iz revnih družin, ampak to je zato, ker tako službe delujejo. Ker službe delujejo tako, da se vedno fokusirajo na neke skupine ljudi. In to so tiste, ki so ponavadi imajo manj moči, so bolj marginalizirane in tako naprej. Če to pretirano delaš, potem ti izpadajo ven vsi tisti, ki lahko hudo nasilje in zanemarjanje doživljajo v zelo bogatih družinah, zelo premožnih, kjer so ljudje zelo izobraženi in tako naprej in jih enostavno ne dobiš. Zdaj je bil en tak primer, kjer je en otrok, ki je hude zlorabe doživljal v družini, kjer sta bila oče in mati oba doktorja znanosti, oba zaposlena v zelo takih velikih raziskovalnih ustanovah in tako naprej. In to so družine, do katerih javni servisi, ki se ponavadi na neko revščino, na neko obrobje fokusirajo, enostavno ne zajamejo. In če pretirano fokusiramo se na kategorizacije, na neko prevalenco in tako, potem se nam zna zgoditi, da umanjkajo, da to enostavno ni, da so otroci, ki jih nihče ne sliši,
ki ne dobijo neke podpore in pomoči. Ne? Mogoče k tem klasifikacijam dobro še Če bolj. se prav razumela, vas je to zanimalo, če smo se mi fokusirali bolj na nasilje v družini? Ne, jaz sem samo spraševala, jaz sem ga očitno napaka razumela. Jaz sem samo spraševala, če imate evidenco o pojavu, nisem mislila v svetovnem okviru, ampak v slovenskih razmerah, pa v kakšnem časovnem obdobju. Mi je pa zelo zanimiva ta razprava, če smem samo en stavek ali dva dodati. Namreč pogosto je usmerjenost na nižje socialne plasti v zvezi z nasiljem posledica že stereotipnega neprepričanja, da se recimo to lahko dogaja samo tam. Pa v tako imenovanih nepopolnih družinah. To je oznaka, ki je veljala recimo pred 40-50 leti in na kateri je in ob obravnavi predloga družinskega zakonika pred slabim desetletjem je spet prišla na dan, češ, da vnaprejšnje strašenje s tem, kaj pomeni, če ni družina, oče, mati in otrok in tako naprej. Ne? Mislim, pa še ena stvar je, Vesna, ko si omenjala ravno statusno višje stoječe družine. Ne? Te družine zelo rade poskrbijo, da se zadrži za zidovi privatnosti oziroma zasebnosti nasilje v vseh ozirih nad ženskami in nad otroki, ravno tako. To se dobro, da se tudi v primere opisujemo, ker se še vedno nažalost dogaja, da tudi mogoče otrok spregovori o tem, se že začne postopek, pa se potem zaradi mogoče moči staršev potem ostane. To spregleda. Ja, to je recimo tudi vse o tem bi Mojca znala tudi dosti povedati. Ne? To je bilo isto pri nasilju nad ženskami. Ne? Da so ženske, ki živijo v uglednih družinah, težje včasih spregovorijo ali pa ne dobijo toliko pozornosti, dlje časa zdržijo nasilje in tako naprej. Ne? Ker ne dobijo, ker je vedno vprašanje, tle je vprašanje tega, koga država nadzira. Ne? Kdo je torej klient, ne? Kdo je uporabnik in tako naprej. Je pa reč, lahko dodam, najpogosteje je otrok žrtev nasilja v družini, ker pač to njegovo ožje okolje, v katerem pač toliko in toliko časa preživi. Ni pa to edino okolje, v katerem je lahko izpostavljeno nasilje. Tukaj omenili ste šole, gre tako za nasilje institucije nad otrokom, kot tudi medvrstniško nasilje. Ravno o medvrstniškem nasilju je pred nekaj leti pri meni delala diplomsko nalogo, kjer je to v bistvu trpinčenje medvrstniško raziskovala, ugotovila na eni od osnovnih šol v vzhodni Sloveniji. No, ampak problem je pravzaprav v tem, da pa je učno osebje bilo po svoje tisto, ki je predstavljalo, kako bi rekla, mejo med tem, da bi se to sploh javno obravnavalo in da bi se priznalo kot obstoječe. Tako da se je v bistvu reproducirala moč tistih, ki so se nasilno obnašali, brez kakršnih koli posegov, zdaj rečemo lahko institucije oziroma učnega osebja, odgovornega osebja, ne, kar je pa zelo slabo vplivalo potem na vse druge in se je v bistvu, lahko rečemo, na dolgi rok nekaj vrste zastraševanje. Ja, to je eno področje nasilja, kjer je še veliko prostora. Ne, se jaz samo kot primer povem. Ampak vendarle kot pravnica še nekaj v šolah vedno pravijo in imajo seveda prav, da so preobremenjeni z različnimi pravilniki. Da gre za inflacijo pravil in pravilnikov in da več ne more niti svojega rednega strokovnega dela, pedagoškega dela upravljati. Ko pa pride do takšne situacije, medvrstniškega nasilja, pa pogosto slišimo, kaj pa moramo narediti, kaj ne pa naredimo, dajte nam pravila. Tako da je ena taka zanimiva situacija. Zavod za šolstvo je 3-4 leta nazaj ne izdelal pravilnika, ampak smernice. Ene smernice so že obstajale stare za ukrepanje, ker so zelo konkretne. Ko se zgodi, kot učitelj vidiš, kaj se zgodi, loči jih, odpelji v poseben prostor, ne soočaj, ne ugotavljaj dejanskega stanja. Tako da so neka navodila, ampak vendar je to eno področje, kjer so učitelji potrebni še veliko izobraževanja in znanja. Če lahko mogoče sam dodam, ne samo na področju vrstniškega nasilja, tudi na področju odkrivanja zlorab pa zanemarjanja v družini.
Jaz zdaj delam še v okviru neke druge raziskave, fokusne skupine v vrtcih pa v šolah, kjer nagovarjamo ravno to, na kak način prepoznavajo to, kaj se otrokom v družini dogaja, in kako potem s tem ravnajo, kako se počutijo opremljene in se počutijo zelo neopremljene in tudi prestrašene za ukrepanje in hkrati ne vidijo zares včasih celo smisla, da bi tako se počutijo ukrepale, ker se pravijo potem, ali nek so na eni stopni ustavljene, včasih strani vodstva, včasih pa se nekdo spusti, se izpostavi, prijavi, ampak potem s postopkom, ki je naprej tekel. Ampak to so res, se mi zdi tako neka opravičanja, se mi zdi, da tu je treba res, se to tudi nagovorimo v knjigi, kako mora res vsaka stroka prispevati k temu, ne samo, to je zadnjič podarila zelo, da je njena, ne samo, da se odkrije, ampak da se potem tudi prijavi, pa da se postopek zaščite spelje naprej. In ravno pri nasilju v šoli en stavek se vidi, kako je potrebno medinstitucionalno sodelovanje. Jaz sem dala kar nekaj izobraževalnih učiteljev, skozi nekaj tisoč smo jih spravili, pa to je kapla v morje proti številki učiteljev v Sloveniji. Tako so negotovi tudi zato, ker ne vedo, kaj druge institucije delajo in kaj lahko od drugih institucij pričakujejo. Tako da je potrebno, absolutno potrebno sodelovanje, ne samo izobraževanje, kaj moraš ali pa kaj je prav, da ti narediš, ampak kaj so naloge drugih in kako bojo to, kar boš ti naredil, kako se bo povezovalo z nalogami drugih. Tako da, ja. Če smem predlagati, ta vaša knjiga pa program, ki ste ga izdelali, je pravzaprav uporabljiv, tudi ravno za izobraževanje, dodatno izobraževanje učiteljev in učiteljic. To je Zavod za šolstvo bo upam reagiral. Ja, to so pa druge. Smo pa zdaj na drugih. Urad za razvoj šolstva. Kako oblast na to reagira. Ampak se tudi, da ne bi bile samo učiteljice izpostavljene, isto tudi zdravnice, naprimer pediatri. Vsi smo v tem čovnu, zato je tudi program tako zastavljen, da želimo pridobiti vse strokovnjakinje in strokovnjake, ki delajo na področju zaščite otrok. Tudi, da nikako to ni izpostavljena samo ena skupina slučajno, je bilo to izpostavljeno, ampak drugače pa enako se mi zdi, da... Jaz moram, ker na področju vendar reči nekaj zagovor. Mi vemo in poznamo šole, ki dobro delujejo, ki opravljajo analizo stanja, ki pripravljajo na podlagi ravno teh smernic, protokola, programe preventive in tudi delajo evalvacije. Seveda pa to ni obvezno. Če bi bilo obvezno, da morajo vse šole v vzgojni načrt vključiti, bi mogoče bili malo bolj uspešni. Pedagoška fakulteta v Univerzi v Ljubljani zdaj že mislim, da 5. leto izvaja interdisciplinarni seminar Nasilje in šola, v katerega vabimo različne strokovnjakinje in strokovnjake prav z prakse, da bodočim učiteljicam in učiteljem povedo, kako naslavljati ta problem, katere institucije vse sodelujejo, katere stroke vse sodelujejo, na koga se obrniti, ko pride do ekscesnih primerov nasilja, za katere učiteljstvo žal ni usposobljeno in tudi ne more biti, ker to ni njihova primarna stroka. Oni morajo delati vendarle nekaj drugega, morajo sodelovati tudi v tem. Tako da vseeno gremo v neko pozitivno smer. Da ne bo prostim. Ja, Lucija je že dvignila roko, ostalih pa še nisem videla. Kaj pa, ko je izvajalka nasilja država, meni se je porodilo vprašanje v zvezi z azilnim domom, v katerem so nekateri otroci dolgotrajno institucionalizirani in to v smislu niti ne več mesecev, ampak nekateri zdaj na tej točki že celo več let, ker so pač vsak dan izpostavljeni, identifikaciji, prisotnosti varnostnikov, v bistvu pač so trajne izredne razmere, ko pri nekaterih že vzbujajo nekaj, kar pač spominja čisto resno na travmo in ni čisto jasno, na koga nasloviti pritožbo v takem primeru, da v bistvu ni izvajalec nasilja neka oseba, ki se da prijaviti, ampak je pač je to institucionalno nasilje, v najširšem smislu. Tle se mi zdi, da imamo res velike težave, pri vsaki instituciji, ne samo pri azilnem domu. Isto je, recimo, če bi šli gledati vzgojne zavode slovenske, ali pa če bi šli gledati, ne vem, neke institucije, v kateri so otroci, ali pa recimo isto
vrtce ne gre samo za to, kaj starši delajo otrokom, ampak tudi kaj vzgojiteljica ali vzgojitelj dela, ali pa socialna delavka, kdorkoli, kaj se dogaja na pediatričnem oddelku in tako. In naslavljati te probleme institucije je najtežje zaradi tega, ker so tukaj tišine, ker so tukaj neka zavezništva, ki jih družina včasih nima. Sploh recimo te najšibkejše družine nimajo zaveznikov, so bolj izpostavljene nadzoru javnosti, institucije pa ne. Tako da zagotovo je tukaj velika težava. Tudi tle, mi smo že imeli neke primere, tudi kjer je otrok povedal, pa ga nišče ne sliši. Vse isto je recimo v družini, ampak kada se to v instituciji dogaja, pa sploh. Potem tudi vemo to, da se institucija zelo težko odloči, kako potem ravnati z človekom, ki je recimo zlorabljal otroka, pa je predstavnik institucije, dostakrat se zgodi, da ostane v isti službi, se prestavi nekam in tako naprej. Potem imamo tukaj zdaj celo vrsto primerov v cerkvi, v RKC, kjer gre tudi za neko institucijo in tako. Tako da te primere je zagotovo težko naslavljati in tukaj se mi zdi, da državo čaka še veliko. Tle državo še veliko čaka. Tle se morajo vzpostaviti neki sistemi, kjer postane nasilje v instituciji transparentno. Ni več skrito. Tako da tle se je odprla neko področje, ki je zagotovo zelo zahtevno in težko. Ne znam vam drugače govoriti kot tako. Jaz sem pa še eno vprašanje. Ko sem bila predlani, v Sežani, ki je na Primorskem, pa sem videla, da imajo informacijske točke, oziroma prijavljalne točke, pravzaprav, kjer otroci lahko prijavljajo nasilje sami. Zdaj me pa zanima, a je v okviru vašega projekta tudi kdo analiziral te, kako bi rekla, točke, Ne vem, ali govoriš mogoče o UNICEF-ovih varnih točkah? Ker UNICEF ima, recimo jaz tistega projekta ne poznam pa UNICEF-ove varne točke. UNICEF ima po celi Sloveniji, moder znak, po celi Sloveniji ima neke varne točke, to so lahko pošte, lahko so, ne vem, banke, lahko so knjižence, lahko so, ne vem, kaj, Pri nas je delala, recimo ena študentka je delala diplomsko nalogo, je analizirala to in je odkrila, da je zelo malo bilo odkritega nasilja. Da se otroci zatečejo tja po kakšne čist neke informacije, včasih pridejo samo zato, ker rabijo telefon, pa rabijo starše poklicati, pa tako naprej. Tako da so bile te informacije, ki so jih dobile dokaj, niso bile tako alarmantne. Je bilo pa tudi nekaj nasilja, to pa ne smem reči, da ga ni bilo, je bilo pa tudi nekaj nasilja. Ampak to je diplomska naloga, ki je bila samo eni regiji narejena in tako, ne vem pa, če obstaja kaj sistematičnega. Mogoče ima UNICEF kaj, ne? Verjetno dela kakšna analiza. Ja, mogoče. Spoštovani, še kaj? Ja, jaz imam še vprašanja. Ampak mene zanima, v tistih okoljih, kjer je bila zelo velika brezposelnost takoj po zasuku sistema, ko so bili pravzaprav razpuščeni ti veliki industrijski sistemi, recimo v Mariboru, tudi v Novi Gorici in tako naprej, ali se poznajo, ker glede na to, da so starši bili kot družine pravzaprav traumatizirani s tem nenadno izgubo socialnega položaja in tako naprej, z brezizhodnostjo, ali se to more biti kje vidi posredno prek medgeneracijskega prenašanja v sedanjih, recimo, pojavih nasilja v določenih okoljih, ki so bila takrat v Sloveniji najbolj prizadeta. Ti imaš zelo zahtevno. Ne, tako. Če slučajno, še za raziskave. Ali za raziskavo, ali če slučajno je opazno, kje kakšna tendenca. No, statistike, kolikor jaz poznam, ne kažejo teh nekih nihanj, ki bi odražala to. Ampak se veste, ko so statistike. Statistike pokažejo, koliko pride do nekih, koliko pride primerov do nekih organov, koliko je pa skritega, nepovedenega, ko se statistika ne pokaže. Tako da uradne statistike niso dober pokazatelj, ampak vendar je nekaj. Nekatere države so recimo poročale, to so delale raziskave, da je v času krize, ta velika, da se je v času krize pa povečanja brezposelnosti pa tako naprej, da se je povečalo tudi nasilje.
Zdaj jaz ne vem, kakšne raziskave so to, koliko je to res, koliko ni, ne vem, ne. Neki rezultati kažejo na to, da neke krize, ne, povzročajo pač lahko tudi nasilje. Nimamo pa nič bolj otipljivka, vsaj jaz ne poznam kaj bolj otipljivka, ali pa da bi bilo to za Slovenijo delano, tako o tem pa tudi nič ne vem. Jaz predno zaključeno, ker imamo tukaj pravnico, vendarle ta zmuzljivost in tak. Mojca, damo vam besedo. Ne, damo vam besedo. Ne. Damo publiki, ima prednost. Jaz imam v bistvu dve vprašanje. Eno se nanaša na to, da zakon o preprečevanju nasilja v družini otroka opredeljuje kot žrtev nasilja v družini, tudi če je samo priča, ne, nasilju enega starša nad drugim ali pa pač katerega koli drugega člana nad tretjim članom, če tako rečem. Kako ste v tej knjigi to vprašanje naslovili, me zanima, ker kolikor imam jaz informacij z terena, recimo v zadnjem času z terena, še kar slišim te zgodbe, da se pač nekako v bistvu ne obravnava otroka tudi v teh primerih, da je tudi sam žrtev nasilja, ne? Stranski, ne? Drugo vprašanje pa, kar me zanima, je pa zdaj zadnja desetletja, ne, odkar smo v Evropski uniji, pa še prej tudi, se pojavlja ogromno, se izvaja ogromno nekih projektov, ki trajajo leto, 2, 3 recimo, ne, in se znotraj teh projektov vzpostavijo neki servisi, ki velikokrat tudi zamrejo, ne. Prav tole vprašanje o teh varnih točkah me je spomnilo, mislim, da obstajajo še neke točke, ki se imenujejo FIRST, ne, po imenu projekta, jaz ne znam zdaj povedati, kaj ta kratica pove, ampak ravno tako je nekih 20 ali 30 teh točk, kamor naj bi se ljudje lahko zatekli, če so žrtve nasilja, predvsem naj bi bilo namenjeno otrokom. No, in moje vprašanje je pravzaprav, kakšen pogled imate v evalvacijo rezultatov takih projektov, ki skratka niso neke sistemske rešitve, ne, ki bi se zakonodajo uvedle, ampak takole kot neki padalci padajo v prostor in potem pač obstanejo ali pa. Zdaj, jaz bi mogoče na tole, ta zadnjo ti odgovorila, vsaj moja razmišljanja. Že dolg časa opažam to, da nimamo več celovite in konsistentne socialne politike, ki bi zares neko vprašanje strukturno razmislila in poiskala neke strukturne rešitve, ne? Ampak da so socialne politike vedno bolj rezidualne, temu rečemo, torej vedno bolj projektne, ne. Imamo po eni strani neke državne strukture, ki delujejo po svoje in včasih celo producirajo socialne probleme, ne. Recimo brezposelnost, način, kako urejaš trg dela, potem vpliva na to, kakšna je dinamika brezposelnosti, kako se ljudje prekarno zaposlujejo in tako naprej, ne. Se pravi, ustavlja neke strukturne pogoje, ki so vedno bolj, se mi zdi, grejo proti nekemu odprtemu trgu, hkrati, vzporedno, ima pa neke politike, ne. Neke, recimo, politike enakosti, ne. Politike enakosti spolov. Pol imaš pa recimo na eni strani, če dam sam primer takega strukturnega ukrepa, ne, sprejmeš zakon o dolgotrajni oskrbi, ki privatizira skrb, ne, se pravi, iz države prenese odgovornost za skrb na družino, kar seveda jasen, vsi to vemo, pomeni več žensk v skrbstvenem delu, ne. Potem imaš pa po drugi strani politiko enakosti, kako spraviti neke projekte, ne, pol neke majhne projekte, kako zdaj ženske spraviti na trg dela, ne. Kjer v bistvu ti z projektnim delom naslavlja, z majhnimi projekti naslavljaš velike probleme, ne. In to je seveda neučinkovito, take politike so vedno neučinkovite, ne. In te majhni projekti, ne, ki jih ti omenjaš, teh je v državi zelo veliko, jaz za tega FIRST nisem še slišala, ne, absolutno, ne, jaz mislim, da je tudi nemogoče poznati učinke teh projektov, jaz ne vem, a se to sploh evalvira ali kaj se vem kaj, ne, ampak to, da danes je, to je značilnost danes, ne, da se projekti porajajo in umirajo, ne, recimo taka je tudi politika, ampak zdaj bom šla stran od
tega, to so recimo projekti aktivacije, to so taki, ne, tipični, kjer ljudem obljubite, da boste z neko aktivacijo ljudi aktivirali, pa jih spravili na trg dela, ne, in tako pa je jasno, da ne morajo dolgotrajne zaposlitve dobiti, pa še globje padajo v težave, ne, ko je konc projekta, ne. Tako da za takimi kratkotrajnimi, majhnimi projekti mi ne moramo naslavljati velikih problemov, ne, ampak moramo zares poskrbeti za neke strukturne pogoje, da tako, ne. In to je pri nasilju, je to še vedno zelo pomembno, ne. Mislim, da je ta preboj, ki si ga ti omenila, to, da smo sploh recimo zakon o preprečevanju nasilja dobili, da je zakon zelo vedno bolj koncizen, ne, bolj ko se spreminja, bolj koncizen postaja, da je to eno tako recimo dobro strukturno orodje, ne. Mogoče iz našega projekta smo imeli pa tudi to cilj, da razvijemo nekaj, kar bo v sistem počasi prišlo, pa da bo trajno, zato smo ta program akreditirali, ne. Ker res drugače to res tako, jaz sem si od enega kolega Stojina, ne, on govori o projektitisu. Spravi, to ni sam naš problem, ampak tudi v drugih državah. Res, neki projekti, ko so lahko odlični, ampak potem jih pa kar naenkrat ni, ne, in res ni potem sistemsko zagotovljeno. So v bistvu blažilni, amortizirani. Blažilni, ki tiste strukturno povzročene napetosti pravzaprav majčkamo umilijo, ne, blažilo. No, ampak vedno so tudi redukcionistični ali pa selektivni, v tem smislu, da nikoli ne morajo vse zajeti, ampak zajamejo neke skupine ljudi, ki imajo potem od tega kratkotrajne beneficije, ne. Veliko množica pa lahko izgubijo. Mogoče sam še to, kar praviš, naslavljanje otrok, ki so priča, ne, to je še eno od velikih odprtih vprašanj, ne, tako da zakon to naslovi v redu, ne, to da pa zdaj se v praksi pa to prepozna, ne, in se na tem začne delati, se mi pa zdi, da smo še kar nekaj časa od tega, ne. Ampak vendarle ogromno napredek, da smo to uspeli v zakonu. Počasi se stvari spreminjajo, jaz recimo bolj sem fokusirana na kazensko pravo. Na sodiščih se recimo pozna, se je začelo spreminjati, da dojemajo kot kaznivo dejanje zanemarjanja otroka, te dolžne starševske skrbi, tudi to, da je otrok odrašča v okolju, kjer je nasilje. Pa to ne mislim zdaj, da bi mamo kaznovali za to, ker jo oče pretepa, zdaj bodo pa še kaznovali, ker ni zavarovala. Ne, ampak da očeta, ki pretepa mamo, ga ne kaznujejo samo zato, ker pretepa mamo, ampak tudi, ker je zanemaril tisto osnovno dolžno skrb do otroka, zagotavljati varno okolje. Tako da ja, se spreminja, traja, ampak gre. Jaz sem optimist. Ne, da jaz še malo sam pesimistično noto. Ne, zaključek. Ampak moram to reči. Moram to reči, ker zdaj se, bolj ko so to pa tudi opažamo, ne, ko so zakoni postajajo vključujoči, ne, ko ti zakonsko reguliraš tako, da prepoznaš celo paleto nekih možnih nasilnih ravnanj, ne, se potem praksa temu na nek način upre lahko, ne. Recimo, zdaj opažamo to, da je zakon omogočil zelo veliko paleto nasilja, prepoznavanje od ne vem, stalkinga, ne, zdaj tudi pa tako naprej, pa ekonomskega nasilja pa tako. In zdaj se je začelo dogajati to, da recimo policija od Centra za socialno delo pričakuje, da bo center ocenil, kdaj gre za kaznivo dejanje in kdaj ne gre, ne. Torej, da ne prijavljajo na policijo vseh primerov, ampak da sami ocenijo, kdaj gre za kaznivo dejanje, kdaj pa ne, zato ker ne bi prijavljali samo kaznivo dejanje, ne. Torej, oni pričakujejo, da bo nekdo, ki pojma nima o kazenskem pravu, ki to ni po stroki, ne, ocenil kaznivost nekega dejanja, kar lahko v bistvu počne samo policija, ne. In tukaj se zdaj vrtijo v nekem takem krogu, ne, centri se temu upirajo, rečejo, ne, mi bomo vse prijavljali zaradi tega, ker mi ne moramo tega oceniti, ne, vi ste strokovnjaki, oni pa rečejo, ne smete vse prijavljati, zato ker imamo mi zdaj zelo veliko teh primerov, ne, je zelo veliko tega, morate preoceniti. Ampak to mogoče k mojemu optimizmu, To je izziv, bi rekla, da je to izziv, ne. Predlagam, da bi se taka okrogla miza, kot ste zdaj V4, pojavila v tako imenovanem prime timeu, na televiziji, na prvem ali drugem programu, po možnosti na prvem, namesto kakšnega neumnega šova ali kaj takega. Reči, malce reči. Ne, veste kaj bi bilo, ne, to pa zelo resno predlagam, da se mogoče na Jeleno Aščič, vsaj za začetek,
ena mogoče obrne, da se ji sporoči o tej knjigi in da ona potem pripravi tudi oddajo za tednik, recimo, ki je zelo gledana oddaja. Ena je že bila, Ja, ena je bila, ampak ob tej knjigi prav, da se to razširi kot vir znanja, opolnomočenja tistih, ki morajo drugim pomagati, torej žrtvam opolnomočenju. Tako sem mislila, zelo resno. Ker ljudje gledajo, televizija lahko naredi veliko več kot vsi drugi mediji. In to je tako področje, ki res bi, jaz računam, v bistvu zainteresiralo širšo javnost. Jaz bi dala še besedo Katji, ker ima optimistično glasbo. Mogoče realistično, pa ni pesimistično. Naloga države ni samo, da sprejme dober zakon. Država mora tudi zagotoviti pogoje za dobro izvrševanje tega zakona. No in to je bil primer, jaz bi temu rekla dober zakon, kjer pa država ni zagotovila zadostnih kapacitet, kadra ni zagotovila. Ker to zdaj pomeni več obravnavanja nasilja, več potrebnega kadra, več financ. In na tem koraku smo pa še vedno šibki, ampak se tudi premika. Torej, jaz bi se zahvalila gostjem, da so prišli in nam tako lepo predstavili knjigo, ki mislim, da je vredna branja. Vam, draga publika, hvala, da ste prišle in upam, da se vidimo naslednji mesec. Hvala.